En lep pozdrav v današnjem Nepremičninkotu. Današnji Nepremičninko je povabilo na nepremičninsko kavico to sredo ob 9. uri. Naša gostja bo Katarina Šaupelj, OS Arhitektura, ki nam bo iz prve roke povedala, kako v bistvu pridobiti legalizacijo oziroma kako legalizirati obstoječe objekte. Zdaj, prejšnjo sredo smo govorili v nepremičninski kavici o tem, kaj je to sploh uporabno dovoljenje in zakaj ga potrebujemo. Torej, na kratko, uporabno dovoljenje je odločba, z katero se dovoljuje uporaba določenega objekta. In seveda pri nakupu in prodaji se srečujemo z uporabnimi dovoljenji, predvsem se srečujemo z izzivom tem, da seveda nepremičnine nimajo uporabnih dovoljenj in da je potrebno vloge za uporabno dovoljenje tudi vložiti. Kaj pa v primeru, kadar vemo, da tega uporabnega dovoljenja ne bomo dobili oziroma se karkoli zalomi, zaradi tega, ker so nepremičnine v bistvu niso skladne z gradbenim dovoljenjem, torej gre za neskladne gradnje, lahko tudi črnogradnje in podobno. Torej, nekateri imajo določene prizidke narejene, mansarde spremenjene, nebivalne mansarde spremenjene v bivalne in podobno. Torej, kaj v teh primerih in kako urediti v bistvu legalizacijo teh objektov. Vse to nam bo razložila v sredo Katarina. Pošljite še nam vaša vprašanja, lahko kar na info@galea.si, lahko nam pišete pod ta video ali pa morda na družbenih omrežjih zasebno, kakorkoli. Bodite konkretni, vprašajte in iz prve roke. Jaz mislim, da bo Katarina super naslov. Zdaj mogoče čisto na kratko, kaj je sploh to legalizacija oziroma kaj pridobimo za samo legalizacijo. Zdaj, z odločbo o legalizaciji ali dovoljenjem za objekt daljšega obstoja se v bistvu vzpostavi zakonska domneva, da objekt ni nelegalen ali neskladen in da ima v bistvu uporabno dovoljenje. Zdaj, gradbeni zakon omogoča več posebnih postopkov pridobivanja uporabnega dovoljenja za obstoječi objekt in vse te zadeve nam bo seveda Katarina obrazložila v sredo ob 9. uri na naših družbenih omrežjih, torej na Facebooku, na YouTubeu, na LinkedInu, mislim, da smo zdaj po novem tudi na TikToku v živo. Da bodite z nami, vprašajte, pišite nam in bomo skupaj pogledali, torej, kako legalizirati obstoječe objekte, da bomo imeli seveda papirje za nepremičnine urejene. Tako da za današnji Nepremičninko je to vse, vas lepo pozdravljam in se vidimo v sredo.